Pozdravljene. Radič podpredsednik Sveta regije Ljubljana 3. Krasce ob svoji 85. obletnici in prevzemu novega urodnega vozila smo organizirali parado. Prosim za dovoljenje za začetek. Imate moje dovoljenje, lahko s svečanim mimohodom pričnete. Razumem. Na desno. Naprej.
Mirno! Na mestu odmrt! Predsednik regije Ljubljana, podpredsednik sveta regije Ljubljana 3, Matjaž Korošec. Enote so formirane, parade so udeležile 10 prapoščakov, 40 uniformiranih gasilcev in motorizirane enote sodelujočih. Prosimo za nadaljevanje slovesnosti prevzema vozila. Imate dovoljenje, lahko pričnete naprej. Razumem. Moja komanda je izvršna. Mirno! Na mestu dvor. Spoštovani vsi, ki ste se danes zbrali tukaj in s člani PGD Krašce praznujete ta praznični dan. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti prevzema orodnega vozila GVV1 Iveco 70C18H. Leta 1938 se je v Krašcah formiral sestav prostovoljcev, imenovan Četa svetega Andreja, da bi se izurila in po najboljših močeh priskočila na pomoč ob požarih in drugih nesrečah. Prostovoljno gasilsko društvo je vsa leta pomenilo tudi neko gibalo vaškega življenja v okoliških krajih. V letih delovanja najdemo pravo poplavo zanimivih dogodkov, ki pričajo o otvornosti in uspešnosti, pa tudi občasnih zastojev v sicer skokovitem napredovanju društva, v številu članov, opremi, izobraževanju, prireditvah, vajah in nenazadnje intervencijah. PGD Krašce ima v svojem okolju poseben pomen, saj je sprejeto med prebivalci tudi takrat, ko potrkajo na vrata s prošnjo po finančnih sredstvih. Naj gasilcem PGD Krašce o prevzemu novega vozila zaželimo veliko vaj ter malo intervencij. Slovesnost se je pričela z gasilsko parado. Gasilsko parado vodi Tomaž Dobnikar, poveljnik PGD Krašce z 2 spremljevalcema. V paradi so se razvrstili nosilec državne zastave, zastavonoša občinske zastave, mažoretke Moravče, godba Moravče, vodja parade s spremljevalcema, za njimi pa so razvrščeni prapori, zaščenši s praporom domačega društva, ki mu sledijo prapori sodelujočih sosednjih gasilskih društev, ešalon mladine, ešalon gasilk in gasilcev ter gasilskih vozil. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Krašce z veseljem med nami pozdravljam predstavnika Gasilske zveze Slovenije, namestnika predsednika Gasilske regije 3, tovariša Matjaža Korošca. Župana občine Moravče, gospoda doktorja Milana Balažica. Predsednika Gasilske zveze Moravče, tovariša Jurija Božjaka. Častnega predsednika Gasilske zveze Moravče,
ter podžupana tovariša Ivana Vidica. Podpoveljnika občinske gasilske zveze tovariša Robija Jesenška. Župnika gospoda Bogdana Dolenca, in Botra, gospod evroposlanko Ljudmilo Novak ter gospoda Janija Pergerja, ki ga zastopa gospodična Leja Perger. Ker je danes prvenstveno praznik gasilcev, poseben pozdrav namenjamo tudi vsem uniformiranim gasilcem sosednjih gasilskih društev in vsem, ki ste se zbrali na tej svečanosti. Vsi naši pogledi so danes uprti v naše novo gasilsko vozilo Iveco 70C18H, tipizacija orodnega vozila GVV1, ki bo zamenjalo dosedanje vozilo Volkswagen GL46 tipizacije GVV1, ki nam je služilo 2 desetletji. Danes pa predaja poslanstvo svojemu nasledniku. Kraški gasilci se zavedamo, da le s posodabljanjem gasilske opreme in s posodabljanjem naših znanj lahko izboljšujemo našo učinkovitost na intervencijah. Da bo vozilo dobro opravljalo svoje naloge, gasilke in gasilce obvarovalo prehudih preizkušenj, ter da bodo krajani in njihovi domovi varni, potrebujemo tudi Božje varstvo. Zato prosim gospoda župnika Bogdana Dolenca, naj nam podeli Božji blagoslov. Prisrčno pozdravljeni, dragi gasilci in gasilke, v imenu župnije Moravče, župnika Kancijana Čižmana, ki ga zastopam, bom blagoslovil to novo vozilo. Prihajam iz Trzina, kjer je cerkev posvečena svetemu Florijanu in zelo cenimo delo, dragoceno, plemenito delo vas gasilcev in gasilk. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Psalmist v Stari zavezi takole pravi: Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo njeni zidarji. Če Gospod ne varuje mesta, stražnik zaman čuje. Zaman vam je vstajati pred svitom, sedeti pozno v noč pri delu, jesti kruh trdega truda, saj ga svojim ljubljenim Gospod daje v spanju. Lepa navada je, da blagoslavljamo gasilska vozila, da blagoslavljamo vse, kar je plemenitega, dobrega, novega, kar je sad človeške dobrote, pa tudi Božje dobrote. S tem priznavamo, da ni vse odvisno od nas, ljudi, da Bog drži vzvode sveta, da Bog drži niti dogodkov in ni dovolj naš trud, če je še tako iskren, ampak potrebujemo tudi blagoslov od zgoraj. Gasilni avto, ki ste ga nabavili, je gotovo sad številnih darov, plemenitosti, darežljivosti ljudi, pa tudi dobrote, garanja, dela, organizacije. Zato naj ta blagoslov da, da bo reševal življenja, reševal domove, reševal živali, reševal vaše trdo zasluženo imetje. Naj
vsi, ki ga bodo vozili, vozijo varno, čeprav na nujni poti. Naj prinašajo rešitev, naj prinašajo vse dobro. Zaupno sedaj se obrnimo k našemu nebeškemu očetu ter ga prosimo. Vsemogočni Oče, daj, da bo napredek znanosti in tehnike ljudem v blagoslov. Prosimo te, usliši nas. Daj, da bodo vsi ljudje spoznavali svojo odgovornost drug do drugega. Prosimo te, usliši nas. Naj bo delo v tem vožnja v tem vozilu vsem v blagoslov in srečo. Prosimo te, usliši nas. Daj, da bodo vsi, ki bodo upravljali in vozili ali sodelovali, razumeli drug drugega in si med seboj pomagali. Bog Oče, moči narave in tehnike si podredil človeku. V svoji dobroti nam pomagaj, da bomo opravljali svoje delo v evangelskem duhu, gojili iskreno bratsko ljubezen in složno delali za spopolnitev Tvojega stvarstva po Kristusu, našem Gospodu. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Vsi sveti angeli in nadangeli, prosite za nas. Sveti Krištof, prosi za nas. Sveti Florijan, prosi za nas. Sveti Martin, prosi za nas. Molimo. Vsemogočni Bog, po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, nas povezuješ v eno družino in nam naročaš, da skrbimo drug za drugega in drug drugemu pomagamo. Prosimo te, blagoslovi to gasilsko vozilo, ki ga danes izročamo svojemu namenu. Naj naši gasilci in vsi ljudje, ki ga bodo uporabljali, rastejo v pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki jih prizadenejo naravne nesreče ali druge preizkušnje. Tako bomo z združenimi močmi gradili kraljestvo Sina Jezusa Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj. Priporočimo se tudi svetemu Florijanu, zavetniku gasilcev. Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, s čudovitim pričevanjem svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve. Svetega Florijana, zavetnika gasilcev, si vodil po poti življenja in mu dal moč, da je ostal zvest do mučeniške smrti. Na njegovo priprošnjo nas varuj časnega in večnega ognja in drugih nevarnosti, da bo tudi naše življenje obrodilo večne sadove po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, blagoslovi in varuj vas vse in vse te naprave in avtomobile vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Gasilci, mirno! Na listu odmor.
PGD Krašce praznuje prevzem novega vozila. Zato prosim predsednika PGD Krašce, gasilskega tovariša Antona Lukana, da nagovori vse prisotne. Spoštovane gasilke, gasilci, predstavniki občine, ostala gasilska društva, sponzorji ter vsi, ki ste se tukaj zbrali in nas podpirate tako ali drugače pri našem delovanju. Najprej vas lepo pozdravljam. Željo, da skupaj proslavimo slavnostni prevzem novega orodnega vozila GVV1 Iveco 70 C18H. Naj povem, da se je prvi nakup vozila, voz s konjsko vprego, zgodil takoj po vojni pri Valentinu Šlibarju v Domžalah. Za gasilske potrebe ga je predelal Jože Fugar iz Podstrani. Zakaj sem to omenil? Gasilska vozila so posebna vozila in z razvojem tehnologije se zelo hitro spreminjajo. Vse z enim samim namenom, čim hitrejšim ter uspešnim spopadanjem, izzivom in na intervenciji. V samo dobrih 70 letih smo PGD Krašce prišli iz konjske vprege na najsodobnejše vozilo v kategoriji, ki nam pripada. Da smo prišli do sem, naj se zahvalim vsem, res vsem, ki so nam to omogočili ter pustili ogromno prostovoljnih ur, ogromno prostega časa, da smo postopoma prišli do tako posebnega vozila. Naj poudarim, da je naše vozilo prvi v Sloveniji, z motorno brizgalno povezano na visoki tlak za notranji napad, oziroma se lahko motorna brizgalna uporabi za črpanje vode iz zalitih prostorov. Na tem mestu bi rad povedal, da kraški gasilci z opremo ravnamo vestno ter se trudimo upravičiti vaše zaupanje, zaupanje vseh ljudi v nas in se bomo trudili tudi v bodoče. Pri nakupu tega vozila je ključno vlogo odigrala lokalna skupnost z dr. Milanom Balažicem na mestu župana. V upanju, da bo še naprej imel posluh za nas gasilce, naj omenim gonilno silo tega projekta v našem društvu. To je moj predhodnik Jurij Božjak, ki se mu zahvaljujem za dosedanje delo in malo v hecu rečem, on je vse pripravil, jaz sem pa smetano pobral, ne? Zato, Jure, še enkrat ti hvala. Od tu naprej bom kopiral tvoj govor in zaključil s tvojimi besedami. Gasilsko društvo je en člen verige. Z ostalimi tukaj prisotnimi pa skupaj tvorimo verigo. Na uspešno sodelovanje še naprej. Hvala vsem in želim vam prijetno počutje med nami z gasilskim pozdravom na pomoč. K besedi vabim predstavnika Gasilske zveze Moravče, gasilskega tovariša Jurija Božjaka. Lep pozdrav vsem tukaj zbranim, pa bom rekel pozdrave Gasilskem društvu Krašce, ki ima obletnico, pa bom rekel ob tej priliki se prav nov kombi in pa tudi novo motorno brizgalno, to se malo poudarja. Želim, da bom rekel, avto se uporablja bolj za vaje, pa za preventivo, pa čim manj požarov. Tako da kar naprej pa srečno vožnjo. K besedi vabim župana doktorja Milana Balažica. Lep pozdrav še v mojem imenu. Vse je bilo že povedano, zato bom zelo kratek. Danes praznujemo 85. obletnico prostovoljnega gasilskega društva Krašce in vse veste, ljudje pri 85 letih imajo že kakšno težavico ali dve. Naš 85-letnik pa zgleda zelo sveže, zdravo, mladostno.
Celo več, svojo novo nevesto je tlele dobu. Dajte, kako je okrancana za okcet. Tako da našemu 85-letniku zelo dobro gre in mu zato želim še nadaljnjih 85 let in tako naprej. Drugače pa, če kdo danes mislil, ko je potem veselica okrasla, ki je tak dogodek, da ne bo drža se zmotil. To je zakleto in ko bo vedno ostalo, tudi danes je tako, če bo takole ostalo, pa če gospod Bogdan takole naštimo, bomo kar veseli, da ne bo še kaj hujšega. Še zadnja beseda, Pavel župan je kar veliko pomagal. Res je, jaz sem na koncu podpisal papire, ki je treba, ampak najbolj zaslužni za ta avto so občanke in občani naše občine, ki so plačali ta avto. Občina je ta denar zbrala in ga potem namenila za vozilo. Tako da vsak od vas ima en košček tega avta v svojem žepu. Vsi skupaj imamo pa to prekrasno vozilo, ki nam bo čudovito služilo v prihodnjih letih, kot smo rekli, za vaje, za suhe vaje, a ne, da ne bolj kot za mokre, pa da nam skratka ne bo prevečkrat videti ga kje druge, kot samo na vajah. Zato vsem gasilcem kličem na pomoč in živeli. Dosedanji govorniki so dobro predstavili kraj, društvo in njegovo delovanje, pa vendar z veseljem za govorniški mikrofon vabim še predstavnika Gasilske zveze Slovenije, gospoda Matjaža Korošca. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani župan, gospa veleposlanka Evropska, podžupan, spoštovani gasilci, gasilke in seveda slavljenci. Danes imate dva dogodka, 85 let vaše ustanovitve neprekinjenega dela in pa novo vozilo GVV-1, ki ga boste sprejeli v svoje vrste. Jaz vam želim, da s tem vozilom naredite čim več lepih uric, kakor pa, da bi ta vozilo ogromnokrat bil na intervencijah. Ker vemo to, da takrat, kadar so vozila na intervencijah, da je takrat tudi hudo. Ampak naj vam služi častno in kot je že župan povedal, imate zlate krajane, da so vam pomagali pri izbiri denarja, da danes lahko to zadevo pač sprejemate v svoje roke. Na pomoč. Vsem govornikom hvala za lepe misli, pohvale in spodbude. Za kulturni vložek pa bo sedaj poskrbela godba Moravče z mažoretkami.
Hvala vsem nastopajočim. Sedaj pa sledi podelitev zahvale botroma gospe Ljudmili Novak ter gospodu Janezu Pergarju, ki ga zastopa gospodična Leja Pergar. Nekaj z naše strani, malenkost. Res hvala. V imenu obeh botrov bo spregovorila gospa Ljudmila Novak. Spoštovani gasilci, spoštovani visoki gostje. Najprej se vam zahvaljujem za vašo pripravljenost, da pridete na pomoč, ko vas potrebujemo. In vem, da se tudi veliko izobražujete, zato da lahko potem varno posredujete, da pazite na nas, na krajane, občane, vse tiste, ki potrebujejo pomoč, predvsem pa morate najprej paziti na sami nase, da potem lahko ustrezno posredujete. Vem, da imate veliko znanja in vam želim, da bi bile vaše intervencije čim bolj varne, seveda pa, da bi jih bilo čim manj. Danes je lep dan za prostovoljno gasilsko društvo Krašce in tudi lep dan za vse nas krajane oziroma tiste, ki sodimo pod to prostovoljno gasilsko društvo in tudi za vse občane občine Moravče. Vemo, da ste pripravljeni, vemo, da lahko računamo na vas. In vam želim, da vam ne bi zmanjkalo te volje, te želje po, da pomagate drugim, solidarnosti. Seveda si pa vsi skupaj želimo, da bi se čim večkrat srečevali na lepih dogodkih in čim manj na tistih težkih. Žal se število nesreč zaradi podnebnih sprememb zelo povečuje. Prav v tem tednu smo imeli tudi v Evropskem parlamentu pogovor o tem s komisarjem Janezom Lenarčičem, slovenskim komisarjem, ki je predstavil številke, ki si jih sicer nisem zapomnila, ampak povedal je, da so se kar nekajkrat v zadnjem letu, to se pravi število nesreč se kar nekajkrat povečalo in potrebnih intervencij in sredstev. Vsi skupaj si želimo, da bi še naprej živeli lepo v tej naši domovini in res hvala vam za vašo požrtvovalno delo in želim tudi, da bi za sabo vzgajali tudi mladi rod, na katerega bi lahko še naprej računali. Hvala vam in iskrene čestitke ob novi pridobitvi in tudi ob vseh jubilejih na pomoč. Sledi trenutek, ki ga vsi nestrpno čakamo, in sicer prevzem novega orodnega vozila GVV1 Iveco 70C18H. Zato vabim župana dr. Milana Balažica ter predstavnika Gasilske zveze Slovenije, namestnika predsednika Gasilske regije 3 tovariša Matjaža Korošca, da slovesno predata ključe poveljniku prostovoljnega gasilskega društva Krašce Tomažu Dopnikarju. Ta pa jih bo izročil vestnemu vozniku Roku Vozlu, ki bo povedal slovesno zaobljubo. Prosim za predajo. Svečano vam predajam ključe, naj vam avto varno in dobro služi v dobrobit vseh občank in občanov občine Moravče. Na pomoč. Kot poveljnik društva PGD Krašce se zahvaljujem za to vozilo in obljubljam, da bo vedno izpravno in bo služilo svojemu namenu. Hvala. Vabim Roka na prevzem ključa.
Hvala lepa za zaupano vozilo. Obljubim, da bomo redno vzdrževal vozilo, da bo vedno pripravljeno za intervencijo oziroma drugo vožnjo. Hvala lepa. S tem je današnja slovesnost zaključena. Naj se zahvalim vsem povabljenim gostom, gasilcem in obiskovalcem, da ste se odzvali povabilu in delili veselje prevzemu orodnega vozila z domačimi gasilci. Zaupali so mi še prijetno dolžnost, da vas povabim na veselični prostor, da se pozabavate na čisto pravi gasilski veselici. Otroci bodo adrenalin sproščali ob srečelovu, ostali pa na plesu ob glasbi ansambla Skomini. Razlogov, da ostanete z nami, je veliko, torej ostanite. Prosim poveljnika PGD Krašce Tomaža Dobnikarja, da zaključi prireditev skupaj z zgodbo. Pozdrav.
Je lažje zanesti, da dva neseta. Ima pa rezervar za gorivo tudi? To je to rezervar. Pa ga lahko umakneš, plus tega nek pa neseš benzin, nekdo drug ti ga lahko da, samo kamžeš stran, ker je pač tale. Samo zamenjaš? Zamenjaš, gre dalje. Sam lahko pa tudi direktni svoj sistem črpa noter, ne? Ja. Če ima ta nek bliski grant ali pa varnosti polot ni šli, pa skozi vidiš. Če bi nekaj videl, da traben, pa nekam To je lepo zverinca, ja? V malem prostoru pa toliko stvari not nametanih, ne? Fino. Dojce pa to lahko, pa še v zrivca, koliko je bil, pa že pogledajo ta stark, pa da je reče. To ne. Kjer imaš pa to, kaj še ali sem mislil, da je kot zbak. Slučajno, ja. Tako imaš za filene, ne? Malo se jih je že ene par, ne? To pa malo na mesto rezervara. Prva varianta, no. In tudi načrte so jih dobili z Avstrije dole. A ste še kaj na prakso morali neš? So pa še sem. Ja, pokazal, ja. Pa je pokazal. Drugače, zadeva je z vidika zanimiva je. Za nas je tole top.